Pozdravljeni še na zadnjem od predavanj. Kot vidite, v tem trenutku nimamo zvočnega začetka, ker nam bo Vlado Nunčič, ki nas je spremljal skozi vse začetke predavanj, predstavil kozmične razsežnosti zvoka in glasbe. Da sem na začetku povem, vse te inštrumente, ki ste jih tukaj videli, skoraj da vse, razen tistih zvončkov, je Vlado naredil sam. Vlado je mojster zvoka, glasbe, jezika, zvočnosti slovenščine in pa inštrumentov, predvsem glasbil, lesenih glasbil. Spoznala sem ga lansko leto na drugem zborovanju, kjer je bil eden izmed obiskovalcev, in danes sem zelo vesela, da nam bo predstavil četrto predavanje in nas popeljal v zvočnost kozmične glasbe. Vlado Nunčič. Torej, vidite, tako kakor na nebu, tako na zemlji. To je ena taka stvar, o katerim bo ves čas tekla beseda. Namreč, če gledamo na vesolje, da je to ena ogromna celota, smo mi eni delčki, ki smo znotraj te celote in jo z svojimi mislimi, čutenjem v vsakem trenutku soustvarjamo to celoto. Vidimo, na eni strani se dogajajo hude stvari, na drugi strani se dogaja tudi dobro med nami in tako se to slabo in dobro vedno med seboj je vedno ena tehnici. Torej, spregovoril bom pa o tem, kar je tam gor v zapisu, da se vse med seboj povezuje. In sicer gibanja, števila, geometrija oziroma sveta geometrija, zato ker je del svetega. To, kar je, rekel to, jaz raje uporabljam malo druge besede, ker vidim, da se sicer mi izogibamo besed, kot so sveto, stvarnik, Bog. Uporabljamo druge besede, ampak vam bom razložil, kako lahko to tudi drugače. Se pravi, ker je sveta geometrija, je del tega svetega, del stvarstva. Zvok, kako ga razumemo kot eno univerzalno zakonitost, ki je povsod prisotna v vesolju in v oblikah v naravi. Torej, vsaka stvar v naravi ima neko obliko, pa bomo potem videli, kako je dejansko to povezano z določeno zvočno frekvenco ali pa z določenim valovanjem, ki ima določeno frekvenco. Naravna harmonija zvoka prej ste slišali, lahko, ko sem na to piščalko malo zaigral, kako se slišijo naravne harmonije. Torej, osnovni ton, potem pridejo pa višji harmoniki, oktava, kvinta, oktava, terca in tako naprej. O tem nekaj proti koncu. In to je seveda vse v naravi, je to sozvočje prisotno pri živalih, zlasti pri pticah, ki pojejo v naravnih intervalih. To bom vse nazorno pokazal, kaj pomeni naravni interval in kaj pomeni tisto, ko mi delamo glasbila, zelo taka velika, razsežna, z veliko toni, in to ne gre, da bi bilo vse tako čisto oglašeno. So potrebni popravki. In pa opozoril bi še na nekaj, da vedno bolj, ko izhajam iz teh svojih izkušenj in raziskovanj, prihajam do tega, kako na eni strani je naše življenje, če smo zdaj zgodovino poslušali, zgodovina nikoli nisem imel rad, ampak ne zato, ker zdaj to meni ne bi bilo zanimivo, izjemno je bilo, zelo me zanima, ampak zato, ker hkrati je skozi to zgodovino, skozi naš človeški rod toliko
toliko težkega se preteklo v teh letih, kar obstajamo. Ne? Zato je ta tema vedno težka, pa bi rad opozoril na tisto drugo, svetlejšo plat, ki jo lahko razbiramo iz vesoljnih zakonitosti, ki se odražajo skozi naravo, skozi vsa živa bitja. In pomlad je še posebej takšen čas, ki nas vabi, prav kliče k temu, da ustrmimo in se čudimo, kot majhni otroci. Preprosto se čudimo cvetovom, čmrlu na cvetlici, skratka preprostim stvarem. In da vzpostavljamo na ta način, ki nas, bi rekel, to stvarstvo vabi, posebej v tem času in nam daje take priložnosti, take lepote naravne, nas vabi k temu, da vzpostavljamo odnos do tega svetega, presežnega, tega, kar nas presega. Včasih hočemo vse razložiti z našim umom, radi bi razložili pojem presežnega, ne vem, Boga in tako, ampak včasih niti ni potrebno. Dovolj je, da vstopamo s tem v odnos. Tudi ne uporabljam te besede, da bi rekel, da je treba v nekaj verovati. To je napačno nas učijo. Ampak vzpostavljati odnos s tem, kar nas presega in kar ne moremo razumeti. Se pravi, to sem povedal zdaj za uvod in pa še ta stvar, na katero bom opozarjal z zvočnimi posnetki, kako zaznavamo lepoto. Lepoto v sočloveku. Kako zaznavamo tiste dragulje med nami. Ker teža življenja je velika. Vedno bila in je. In posebno zdaj v času te digitalne ideologije, da ne rečem kaj drugega, je še bolj prihaja do tega, kako to nas, ljudi, dela v tem smislu take, da kot algoritem se tudi mi vedno bolj ravnamo po nekih pravilih, ne pa po človečnosti. Da naredimo nekaj izven pravil. Ampak jaz kjerkoli vstopam, ne, to je tako, ne, tako, ne moramo drugače, ne, pravila. Ampak mi moramo ohranjati pa nas to, da gremo preko tega, preko pravil in da ostajamo ljudje in naredimo tudi kaj takega, kar ni po pravilih, kar ni v pravilih, recimo v smislu dobrega, ne mislim za kaj drugega. Ne. Tako da jaz moram pa tudi paziti, da se ne bom zagovoril, ker že pri tem prvem sem se, ampak bom zato malo manj, da bom šel naprej s tem vsem, kar sem pripravil. Najbolj sem navajen tako. Torej, modrost svetih spisov in pa kakšnih teh znanstvenikov nam že razlaga o tem. Prastari zapis iz Sanskrta Nada Brahma govori, da je svet zvok. Ravno tako piše v Bibliji, tale zapis je zanimiv, da vse izhaja iz enega bistva. Se pravi, kaj to bistvo pomeni? Iz enega izvora, iz enega presežnega, iz enega Boga. Kakorkoli zdaj to uporabimo, katerokoli besedo, je nekaj, kar je skrivnost. Potem pravi ta beseda, tudi pravi, v začetku je bila beseda. Beseda je zvok. Ko izgovarjam, je to zvok. In da je bila pri Bogu in je iz nje vse nastalo. Se pravi, po nekem nam nerazložljivem je vse to nastalo in se tudi ohranja zaradi vibracije, ki ohranja vse to, se to ohranja naprej. In potem imamo še tele zapise, kot vidite, da ne bom zdaj predolg. Zdi se mi pa zelo zanimivo to razmišljanje od Paracelsusa, ki je tudi govoril, da je mikrokozmos v makrokozmosu in da ta svetloba, da je makrokozmos izvor svetlobe in da v telesu je ta svetloba zdravje, v čustvih morala, kaj je prav, kaj ni prav. Za duha so to kreposti,
kar nam daje smisel življenja. Se pravi, če ne skrbimo tako kot za telo in za čustva, tudi za duha, izgubimo smisel. Za to duhovno razsežnost bivanja. Ne? In pa se pravi s katerim razmišljamo, pa prihajamo do modrosti. Nikoli ne moremo reči, da smo modri, ampak jo počasi zaznavamo, se vsaj sprašujemo si ta majhno število, ki nas je danes tukaj, vsaj hočemo nekaj izvedeti. Tam sem dal sliko korenčka, recimo, ne, ki nam kaže iz narave, da je korenček, ima strukturo očesa, ko se nanaša na Paracelsusa in na zdravje. Lahko razberemo, da prav narava je poskrbela, da nam daje hrano za vse naše organe, za zdravje. Ali pa recimo granatno jabolko ima nekakšno obliko prekatov srčnih, ali pa če pogledamo kaki, vidimo v njem število, ne? Tako kot je rekel Galilejo, da je, no, vse ste prebrali, gremo naprej. Nekaj o glasbi. Glasba, nekaj sem zaigral že, tako da, če bo priložnost, lahko še bom, ampak skratka, kako mi glasbo dojemamo? A je to glasba, kar se vrti po, ne vem, po bifejih, trgovinah? A lahko temu rečemo glasba? Kaj mislite? Jaz bi temu rekel, da je to bolj kot ne neka zvočna kulisa, da ne rečem hrup, s katerim hočemo zapolniti praznino v nas. Kajti glasba je včasih tudi tišina. Saj tudi pri glasbi, ko se izvaja, so pavze vmes in ta tišina je zelo pomembna. In glasba ni namenjena temu, se to tudi ni glasba, da nam zapolnjuje praznino, ampak da nas napolni. Človek, kolikor časa ostaja, se ukvarja z zvokom. Poskuša izvabljati na najbolj preprostejši način neke zvoke. Kasneje, ko vidimo v Egiptu, pa stari Grčiji, so imeli recimo v Egiptu harfe, v stari Grčiji so znane lire, so imele običajno samo po 5 ali pa po 7 strun. Pravi, zelo malo, da so s tem lahko nekaj izvabili. Teh 5 strun se vleče potem naprej, oziroma 5 tonov v kitajski glasbi in temu rečemo pentatonika. To je tako, kot če bi igrali samo po črnih tipkah na klavirju. Lahko tole kar malo preizkusim. Se pravi, tukaj 5 harmoničnih tonov, plus oktava je še zraven. Tako se sliši s temi preprostimi toni, ki so jih ljudje uporabljali včasih. Se pravi, glasba se pa potem vedno bolj razvija. To je pa ta človeška značilnost, da hoče vedno več. V vsaki stvari. Vse vidimo, kako gre življenje, kako gre razvoj, tako gre tudi pri raziskovanju tega, kako narediti čim večji, čim bolj kompleksen inštrument. Ampak potem ne moremo več upoštevati vseh naravnih zakonitosti. To bomo videli kasneje. Zdaj, mogoče ste si to že prebrali, da ne bom zdaj se tukaj preveč ustavljal, ker bo čas šel prehitro. Skratka, glasba nam odpira pota do naših duš. Nas zbližuje, nas združuje, nas povezuje. Dal sem eno pesmico, sem mislil, če bi jo zaigrali, ampak bo mogoče predolgo, lahko je tudi na koncu, pa zapeli zraven. Je ena izmed lepih slovenskih ljudskih pesmi, če govorimo o slovenstvu. Pomembno bi bilo, da bi ohranjali te pesmice.
To se izgublja, to se tudi izgublja, tako kot druge stvari. In še zato mi je lepa, ker govori o pomladi, ker v tem času, ki smo zdaj, govori, se pravi, izraža eno hrepenenje o tem lepem času in o ljubezni, o vsem tistem lepem, govori ta pesmica. Mogoče jo na koncu zapojemo. Bi bilo lepo, če zaključimo, a ne? Bom dal potem nazaj, pa gremo zdaj dalje. Tukaj bom pa malo predstavil svoja dela, recimo, ker nisem kakšne knjige napisal, so pa to ta dela. Tako da, se pravi, kako del moje zgodbe, a ne? Vsak človek išče lepoto, jo poskuša izraziti na nek način, ne vem. Pisatelj bo napisal leposlovno delo, pesnik tudi pesmi, umetnik bo naslikal sliko, glasbenik bo ustvaril simfonijo. Mene je pa ravno tako glasba pritegnila. Najbolj me je pritegnil v prvem momentu zven orgelskih piščali in to je bilo nekaj tako čudovitega, da sem rekel, jaz bi rad naredil sam orgle. Vem, da to zmorem, da to znam, da mi je to rokodelstvo položeno, da čutim glasbo v sebi, ne bo problema. In tako, kot vidite, sem se skozi igral, sem zapisal, skozi eksperimentalno igro z zvokom, lesom in glasbo. Dejansko je bila dobra stvar to, da sem imel zaposlitev, ki mi je omogočala toliko časa vedno, da sem se lahko s tem ukvarjal neobremenjeno. Če bi recimo se šel prav resno z eno obrtjo, pa bi moral delati zdaj to za preživetje, potem ne bi nastalo toliko takih eksperimentalnih, unikatnih, lepih stvari, kot so nastale. Ene take orgle, to so največje, ki so tukaj nastale, potem so tele prve tukaj v sredini, ki sem jih naredil v poklicni šoli za mizarje, kjer sem tudi učil. Smo naredili tudi takele orgle v delavnici in s tem sem spodbudil nekako, ne da bi karkoli razmišljal, da so se nekateri dijaki potem začeli zanimati, pa so naredili tudi kakšne take izdelke za zaključni izpit ali pa potem tudi se je eden usmeril v izdelovanje violin. Poslušajmo malo ta dva kratka posnetka. Se sliši dovolj? Dobro, še enega imam. Jaz sem imel to predavanje tudi v knjižnici v Šmarju in so mi potem rekli, da bi se zelo radi srečevali kot v obliki enega krožka in zdaj se srečujemo tako, da razlagam, enkrat smo pa pri meni in potem preprosto malo takole muziciramo, boste videli eno trinek. Mislil sem en drug posnetek dati, ampak dobro. Se mi je nekaj zamenjalo. Dobro, gremo naprej. Kasneje me je očaral zvok lajne, ki sem jo slišal pač v tujini. Pri nas tega ni toliko bilo. In potem sem se lotil tega glasbila, kar nekaj sem jih naredil. Predvsem mi je bilo pa pomembno, da ker pri nas ni bilo kakšnega izdelovalca, da dam tem glasbilom res en
pečat Slovenije gor na njih. A ne? In tako so nastali potem z enim dobrim slikarjem, ki smo se tudi ujela tako po energiji, kar sem jaz njemu ubesedil, kaj bi želel, da slika pripoveduje, to je on tudi naslikal. Sicer po predlogah, ampak je tudi znal vse razumeti. In seveda sem izbiral tiste najlepše narodove motive, naše motive, kot jih vidite na teh poslikavah. Tudi kakšnega hudomušnega, tamle spodaj iz Panskih končnic, in pa take narodne motive, ki so tipični za našo Slovenijo. Tako da jaz sem vesel, da je nastalo kar nekaj tega. Če bo kdaj to gledal, so to eni pomniki časa. Tukaj še malo bolj, da vidite same te poslikave od Gabriela Marjana, in sicer tiste lepe prizore. Življenje je bilo težko, ampak ljudje so se znali tudi poveseliti. Takole pri eni malici po končanem delu, pa kaj za pet, tega danes več ni. Potem takole ena, res, kako je znal on to narisati, zame čudovit slikar. Peka kruha in pa radovedni otroci zraven, pričakujoči, da se to speče, da bo nekaj dobrega. Meni se zdi to tako pomembno, ker današnja družba gre v tej smeri, da se vse kupi in se doma pogreje. Ampak to ni vredno nič. Če je praznik, pa če mati doma peče skupaj z otroci, ki sodelujejo, je to res veselje. In potem kruh zadiši po hiši. To tega ne morete pričarati, če kruh z trgovine prinesete domov. In take stvari so se mi zdele vredne, da so nekje, sploh na takem inštrumentu. In tale motiv, ki prikazuje, da se človek zna tudi zahvaliti za dan, ki ga je preživel, recimo tale pastirček na paši, pa se zna tudi ob znamenju zahvaliti. Potem pa pridemo do enega področja, ki se ukvarja, kjer gre za srednjeveška glasbila. In sicer tukaj ne tako daleč, v Mirni na Dolenjskem, je strop nad oltarjem poslikan z freskami angelov z inštrumenti. To slikarstvo je značilno za čas gotike. Tam so slikali to, se pravi, z tem motivom, kako angeli častijo Boga, in mu igrajo hvalnice. Eden inštrument, vse drugi se še kar poznajo, ampak tale oprekelj, ki ga imam jaz tukaj, sam je že malo prirejen, malo še dodatne stvari so gor, ni čisto izviren, čisto izvirna rekonstrukcija je tisto. Se pravi, je bil popolnoma pozabljen. Ni se ga več našlo kot kak primerek, ampak je zgolj narejen po tej freski. Tukaj je še ena zelo slaba freska, ki je od tam, od kjer sem jaz v Šmarju pri Jelšovi cerkvi, celo dva sta, ampak tako, vidite, težko se najde, da je kaj dobrega še. Tam pa, evo, tudi ta zemljevid, ki prikazuje pač etnično ozemlje v tistem času, in na tem prostoru so se našla mesta in cerkve, kjer se je našel ta inštrument naslikan na freskah. Tako da je tudi eden od, verjetno se še kje druge najde, tukaj ni bilo možno zdaj toliko vsega raziskati, to tudi nisem samo jaz delal, ampak Niko Kuret je že te freske izdal v eni knjigi, Janez Jocif je potem hodil po terenu pa slikal in povezal se je pa z enim gospodom iz Freisinga, ki je bil vešč teh rekonstrukcij, tako da potem so pa organizirali delavnico, kjer sem jaz bil tudi zraven, in tam smo se prav dogovorili, da jaz te stvari delam, če bo koga zanimalo naprej, tako da sem se s tem potem kar dosti ukvarjal, kar dosti takih zanimivih inštrumentov naredil. Skratka, to je tudi eden od takih indikatorjev, kje vse je bilo slovensko ozemlje, pa še seveda ni vse raziskano.
Jaz sem to zelo rad uporabljal tudi, če se je le dalo, da sem kje v šoli z učenci, da sem jih vključil zraven, da so sodelovali, kako nekaj nastaja, nekaj rokodelskega, ne pri tehniki. In smo tule naredili en tak oprekelj in en fant, ki je zraven sodeloval, je potem tudi zaigral, tako da bomo slišali tole. Za zaploskati, a ne? Ja, krasni so ti otroci, no. Jaz včasih sem težko poslušal, da celo izmed učiteljev velikokrat govorijo, grozni so, kakšni so, ja pa pejte delati v tovarno potem, da si probate malo nekaj drugega, ne. Čudoviti so, mladi so, mi pa pozabljamo, ker nismo več tako igrivi, pozabljamo, da smo bili mi enaki. In ne vem, vse jih je treba opozarjati, kadar je to potrebno, da so odkloni od tistega, kar je. Ampak po drugi strani, oni so nam navdih, oni so nam svežina, energija, pomlad, zato da smo mi, da nas ohranja to, bi rekel, bolj živahne. Tako da jaz imam izjemno jih imam rad, zelo, to je publika, ki mi je blizu, no. Otroci pa mladi. Zdaj pa gremo k tej temi, kjer bom razložil, na čem temelji glasbena terapija oziroma glasbila, ki so namenjena temu. Spregovorili bomo o gibanju nebesnih teles, valovanje. Kaj je valovanje? V bistvu vse, kar ustvarja nek zvok, je valovanje, sinusno valovanje. Kaj je frekvenca? Kolikokrat ta val na sekundo nastane. Recimo tako, da ponazorim. Evo zdaj, katerokoli struno jaz tukaj le. Zdaj, če bi bili blizu, bi videli, kako se trese, a ne? Se pravi, ona valovi in frekvenca pač pomeni samo to, kolikokrat v sekundi ta struna vzvalovi. To so zdaj nizke frekvence, take, ki so našim ušesom prijetne, tam med 100 pa med 200 herci za ta glasbila, ki so primerna za rečemo, sproščanje z zvokom ali pa tudi terapijo z zvokom in tako naprej. No, vidimo vesolje, vidimo sončni sistem. Če pogledate tukaj, cel sončni sistem se premika po galaksiji. To imenujemo galaktična pot. In tudi Sonce, kako je to izračunano, boste potem videli, tudi Sonce dela svojo pot v določenem času. Tako kot vsak planet naredi svojo pot v določenem času. Vsak planet tudi naredi en obhod v določenem času. Prav tako Luna naredi en obhod in naredi, oziroma eno rotacijo naredi in še en obhod. Isto v 29 dneh približno naredi rotacijo in obhod. In še ena vrsta gibanja je, da so ti planeti postavljeni se pravi, niso navpično, vsi imajo pod kotom, različno. Eni so zelo leže postavljeni skoraj, Zemlja pa zdaj trenutno ima kot 23,44 stopinj, zaokrožujemo na 23,5, ker se ta kot spreminja v 26.400 let,
ne vem, 25.000 zaokroženo na 26, no, tam nekje se spreminja in vsa ta gibanja bomo videli naprej, kako to izračunamo, kako se to zračuna, potem iz tega dobimo frekvenco, iz tega dobimo, kateri ton ustreza temu gibanju in katera barva ustreza temu gibanju. In to si bomo zdaj v nadaljevanju pogledali. No, recimo Pitagora je vsemu temu gibanju, vse, kar se giblje, ves ta impuls, ta val, ta ritem, je imenoval, da je to glasba sfer. Glasba sfer v smislu, da mi na zemlji to čutimo, kolikor že nismo utopeli preveč od načina življenja. Živali še vedno to čutijo, ptice prepevajo usklajeno z ritmom dneva in pa v intervalih harmoničnih tonov. Se pravi, vse to se odraža potem na zemlji. In tudi Tesla je med drugim izjavil tudi to, da svet ni material, ampak je val, je ritem, je impuls. Iz tega je izhajal pri svojih znanstvenih raziskovanjih. In glasba je pa njen najčistejši izraz. Spravi, tudi to, kar odzvanja preko teh ljudi, ki imajo neko božansko povezavo z svetim. Ti veliki skladatelji, nesmrtni, recimo Bach, Mozart in še jih je, imajo ta stik z izvorom, da slišijo vesolje, dobesedno slišijo vesolje in pretvarjajo to v note. Pri Bachu eni pravijo, da se da prebrati števila, formule matematične, da se da iz notnih zapisov prebrati. To je zanimivo, ne znam si predstavljati, ampak sem se s takimi ljudmi, ki se na to bolj spoznajo, so mi to pač pripovedovali. Zdaj, da si boste predstavljali, ko govorimo o, recimo, če jaz rečem, da je nek ton, v grafičnem smislu to pomeni, da je to valovanje, tukaj imamo ton, to je čisto valovanje. Tukaj ni nobenih šumov zraven. Čisti ton mi še najlažje ustvarimo z elektronsko frekvenco. S tem so tudi kasneje, bomo videli, delali poskuse na vodni gladini ali pa na plošči kovinski, kako se snov razporeja in to primerjali z oblikami v naravi. Če govorimo o zvenu, zven imajo glasbeni inštrumenti. Recimo, ta struna ima zven. Mi slišimo osnovni ton, potem pa slišimo odzvenevanje. To odzvenevanje pa pomeni odzvenevanje višjih harmoničnih tonov, ki jih je neskončno. In ko mi nič več ne slišimo, še oni vedno potujejo v širjave vesolja, samo slišimo jih ne več, jih je pa neskončno. Če recimo uporabim tole piščal, lahko sovo oponašam. Ima drugačno barvo, ker ima drugačen spekter teh harmoničnih tonov. Tem sta tile dve piščalki. Slišite razliko? Ima drugačno barvo. Ali pa tale bo kmalu prišla, ne, poznate. In tako naprej. No, s to piščaljo, a mogoče to še kasneje pokažem, se da zaigrati nekaj, na zelo jasen način nekaj višjih harmonikov, ampak bom to takrat, ko je to na vrsti, pokazal. Zdaj imamo potem, če govorimo o šumu, recimo, ko listje šelesti, takrat se sliši zraven še veliko različnih tonov, ki pa so vseeno nekako urejeni. Ko pa gre za ropot ali pa pok, je pa ta krivulja še dosti bolj taka, recimo pri poku je sploh udarec, val in potem izzveni, a ne, tako. Pri ropotu, pri grmenju bi bila
tako je za šum še dosti bolj tako razvejano, razgibano. To, da si v tem grafičnem smislu malo predstavljamo. Zgoraj pa imamo prikaz sinusnega valovanja, ker vse to in zvok in svetloba sinusno valujeta. To grafično je to tako. Zato lahko mi to damo na isto premico, kot bom kasneje razlagal, kako lahko nekemu zvoku ustreza tudi določena barva. V frekvenci sem povedal, kaj je, v Schumannovi resonanci, ker se večkrat pojavi kako vprašanje, pa to ponavadi, ko sem jaz koga vprašal, nisem dobil odgovora, bom tudi razložil. Zdaj še to, da si predstavljamo, kaj pomenijo ti pojmi, ko bom govoril oktava, kvinta, kvarta in tako dalje. Imamo tule klaviaturo, vidite spodaj, zdaj, ko bomo govorili o izračunu. Če je na tem tonu, rečemo, da je frekvenca, da je frekvenca 100. 100-krat v sekundi zaniha zvok. Je potem na naslednjem C-ju, na naslednji oktavi višji, za enkrat višja frekvenca, se pravi je 200. In tako naprej. Tam bi bila 2x200, je 400, 800 in tako. Sam podvajamo, to pomeni oktavirati nekaj. No tukaj še, vse vidimo tukaj, en val, dva vala, sam podvajamo vedno, ne. To, da razumemo, kaj je oktava. Ker gremo zdaj to naprej. Se pravi, na čem temelji glasbena terapija. To sta bila ena, dva, mislim, da sta bila oba Švicarja, ampak predvsem Hans Cousteau je na podlagi teh preračunov, kot bomo zdaj na enem primeru videli, postavil glasbeno terapijo tam nekje v 80-ih letih, meni se zdi, da je to bilo. Prej to sploh ni bilo tega. Ne? In pojem kozmična oktava pa dejansko pomeni to, da se lahko, tako kot je bilo prej pri svetlobi omenjeno, ne, Vesna, mi sam en delček vidimo, ostalo je nam nevidno. Pri kozmični oktavi to pomeni, da nam je slišno samo eno območje zvoka, se pravi tamle med 16 pa med 18 tisoč herci, drugo mi ne slišimo. Nižje je infrazvok, višje je potem ultrazvok, to poznamo v medicini se uporablja, in potem naprej svetlobno valovanje, ko pride to toliko visoko. Seveda živali slišijo veliko več, recimo netopir sliši, ne vem koliko, meni se zdi, skoraj blizu ultrazvoka lahko sliši. Pes tudi, ne vem koliko, 45 tisoč hercev in tako, skratka, ja, to so take zanimivosti. Zdaj si pogledamo primer za izračun dnevnega tona Zemlje. Kaj to zdaj pomeni? Da ena rotacija pomeni eno frekvenco. Ne? Če zdaj mi, recimo, ker se frekvenca se izraža v sekundah, se pravi, kolikokrat na sekundo se nekaj zavrti, ali pa nekajkrat prepotuje okrog Sonca, ali nekajkrat vzvalovi. In zdaj, če tako izračunamo, se pravi, dan ima 86.400 sekund. In zdaj, če mi delimo en vrtljaj zemeljski v enem dnevu z tem številom sekund, dobimo frekvenco, ki znaša tole decimalno število. 0,000, a ne, to je frekvenca Zemlje. In zdaj to število je samo matematično število, ki nam nič ne pove, je v tistem območju, ko mi ne slišimo, se pravi tako kot svetloba. Mi to ne slišimo, ampak mi to lahko naredimo po zakonu oktave, da to slišimo. To pa zdaj gremo podvajati. Poglejte, krat dva, vsak naslednji zmnožek krat 2 in tako se nam število približuje proti celemu številu. In ko to naredimo v tem primeru 24 krat,
dobimo frekvenco 194 Hz. Se pravi, znotraj slišnega območja, to mislim, da je v veliki oktavi na klavirju. In na ta način, se pravi, tukaj znotraj 100 pa 200 Hz uglašujemo oziroma izdelujemo te inštrumente. No, na tak način lahko mi zdaj izračunamo ton za vsak planet, za Luno in za Sonce, ki tudi potuje, tudi se pravi upravlja neko gibanje v določenem času. Mislim, da je razumljivo. No, gremo potem naprej, ker je fajn, če se to razume, da lahko razumemo tudi naprej. Zdaj, če mi to frekvenco 194 Hz, ko smo jo izračunali, še naprej podvajamo, višamo, pa pridemo enkrat do tako visoke številke, da potem to po fizikalni formuli za valovno dolžino izračunamo, koliko ima valovno dolžino v vidnem spektru in ugotovimo, da ima tale ton, da dam nazaj, se pravi ta ton G, to približno ustreza tonu G. To niso čiste enake frekvence, kot so na klavirju, ker je uglašen na 440 Hz, ampak približno ustreza tonu G in ko še to naprej zvišujemo, to ustreza temu oranžno-rdečemu nijansi svetlobe, ki ima tam nekje 700 nanometrov valovne dolžine. In da to drži, vam lahko povem iz izkušenj. Pri meni, če kdaj kakšni pridejo, pa so recimo na zvočnem stolu, ki ga bomo videli, ali pa poslušajo monokord, rečejo, pa jaz vidim eno barvo. Posebej otroci so še zaznavni za to, posebej tam do 6. leta, ko še niso zgubili ta stik z onim svetom. Še bolj to zaznavajo. Rečejo, smo videli tako barvo in doskrat uganejo, drži. Tako da so zanimive te stvari. Potem tukaj imamo zdaj energijske centre v telesu in zdaj tukaj le vidite, to so zdaj vsi izračunani toni za vse te čakre, ki jih imamo. To so osnovni, bi rekel, to so ti osnovni energijski centri in pa osnovni toni, ki imajo določene učinke delovanja. Tamle zdaj vse piše, da ne bi jaz vsega našteval, vidite, kako kaj deluje. Recimo ton G, ki smo ga omenjali s to frekvenco, pa z oranžno-rdečo barvo, ima v sebi princip dinamike pa vitalne energije. In to je nekako logično tudi. Sej dan, ko se Zemlja zavrti v dnevu, ima tudi neko dinamiko. Zjutraj je čisto drugačna energija kot potem popoldan pa zvečer, tako da to je dinamičen princip. Poglejmo vse te druge, da ne bom razlagal, sej verjetno berete. Zgornji 172 Hz, to je zdaj ta monokord je uglašen. Če bi zdaj to dlje časa poslušali, pa se res umirili, pa zaprli oči, bi se nam začelo odpirati, bi rekel, ta stik z nebom. Namo reči, ta vertikalni del, da se odpiramo v tem duhovnem smislu našega obstoja. Tako, gremo naprej. Nekaj o Schumannovi resonanci. To je, nisem to povedal, kakšna je razlika. Mi imamo nekako dve vrsti valovanja. Eno je, lahko rečemo, zvočno valovanje, da je tudi to mehansko valovanje, ker premika delce. Se pravi, delce, zrak, plin premika. Po kovini vemo, da se širi hitreje, kot se širi po zraku. Skratka, potrebuje snov. To je zvočno valovanje.
Svetlobno valovanje ali pa kakšna druga elektromagnetna valovanja pa se dogajajo med pozitivno in negativno nabitimi delci, ioni. In Schumannova resonanca je ena taka, ki se, je valovanje med pozitivno nabito ionosfero in negativno nabito zemljo. Potem na njo vpliva tudi količina neviht, ki se vsako sekundo odvija na celi zemeljski atmosferi. Recimo 20.000 neviht povprečno in 5.000 strel na sekundo povprečno se dogaja. Tako da vse to vpliva na Schumannovo resonanco, ki ima povprečje 7,83, zaokrožujemo na 8, in seveda malo niha glede na to, kakšna je aktivnost Sonca in pa strel tega naboja, ki se v atmosferi dogaja. In to je tisti impuls Zemlje, ki je usklajen z živimi bitji, z delovanjem srca in pa z delovanjem možganov. Tukaj vidimo pri delovanju možganov nekako se recimo frekvenca niža iz aktivnega stanja, ko prihajamo v stanje popolnega sproščenega stanja do tistega, ko se osredotočamo, do čuječega stanja in pa potem do spanja. Se pravi, ta Schumannova resonanca nas spodbudi lahko tako, da nas sprosti, pripravi na tisto umirjenost. Če bi imeli vse obstaja, to elektromagnetno valovanje, tako da nam tu pomaga. In seveda zvočne frekvence pa delujejo tako, kot je bilo na tej prejšnji sliki. To je delovanje na glavne energijske centre, ampak potem pri glasbeni terapiji, to je samo osnova, pa obstajajo, se pravi, te različna zvočila, kot so gongi. Gongi so zelo močni, to je treba zelo z njimi delati z občutkom. Potem so te pojoče sklede, potem so glasbene vilice, ki se pa uporabljajo za to, da se deluje na akupunkturne točke na telesu, ki jih je pa ne vem koliko, 18.000, ogromno, ki so povezane z meridiani in posameznimi organi. Ampak za to stvar, mislim, da pri nas, ne vem, če je kdo tako sposobljen, ker to je res študij kot za medicino na Münchenski univerzi ali pa ne vem, po teh večjih v Londonu, pa po teh večjih krajih. Tako da je to res eno kompleksno znanje, da to obvladaš. Poglejte, tale pismenka je zanimiva, ne? Kako je podobna ki označuje glasbo ali pa medicino. V bistvu ima isto strukturo, samo nekaj še tam dodano. To je tudi zanimivo, kako v kitajski medicini, ki zelo upošteva te naravne stvari, kako je tudi v pismenki to ponazorjeno. Zdaj še pridemo do različnih tipov monokordov, ki ste jih že tukaj videli, ki se uporabljajo pač za glasbeno-terapevtske namene. No, zakaj sem tule napisal Krasni nori svet, to je naslov Gržanove knjige, ne? In umik meni predstavlja to, tako, ko delam te stvari, ali pa če grem v tiste svoje kotičke narave, umik od tega, ne v navednicah, krasnega norega sveta, ki drvi, hiti. Jaz pa lahko dobesedno živim z svojim ritmom, z enim mirom, ko te stvari ustvarjam. In gotovo potem nastane vedno nekaj lepega, nekaj, kar gre naprej do ljudi. In ko pridejo kakšni taki obiskovalci, ki jih kaj zanima, se včasih takole spontano zgodi kakšno
To je to. Ta ideja od monokordov sega zelo daleč nazaj v preteklost, v antiko. In sicer stari Grki, Pitagora je bil itak en genij, mistik, je učil svoje učence, ne, in tam se je uveljavilo to spoznanje, da zvok lahko zdravi, da pozitivno vpliva na človeka. In tako so postavljali veterne harfe v krajih, zato da bi harmonizirali ljudi, ki tam prebivajo. V kakšne zvonike, v neke nadstreške, in tako so postavljali take naprave, kot vidite tukaj gor, je narisan lijak, kako se noter veter ujame in potem strune, tak korpus z strunami, ki potem zveni. To se je razširilo v Evropo, ampak tam nekje, ko je bila cerkev zelo močna in so začeli uvajati zvonove, jim ti zvoki niso več ustrezali, so jih označili, da to so neki čarobni zvoki in so to celo prepovedali. Bil pa je en pater je bil v Švici, v enem samostanu, en Athanasius Kirchner, ki je naredil take skice, kot je to, eno debelo delo je zbral vseh teh dotedaj znanih idej in to je ostalo v enem samostanu skrito stoletja in potem so to odkrili pred, recimo tako kot sem rekel, ne vem, mogoče za enih 60 let nazaj, ko so to odkrili, začeli preučevati in potem so začeli delati in veterne harfe, ki jih najdemo po Evropi, in monokorde iz te ideje. Zdaj pa slišali ste prej, kako zveni, če s prsti igram na monokord. Enkrat sem ga pa imel na morju in je zapihala burja in jaz sem naredil en posnetek, tako da bomo zdaj slišali tole, kako pa zveni v vetru, a ne, kadar ta bog Eol, bog vetra, igra na to. Pa še to naj povem, no, da ta ideja o vetrnih harfah izvira že iz tistega mita. Tam se že da razbrati o Orfeju in Euridiki, kako on igra na liro in prepeva in po njegovi smrti pa to liro bogovi vzamejo v nebo. Pravi, nekako se da razbrati, da ta zvok je bil za njih zelo pomemben. Bomo tole poslušali. Sem zdaj, jaz bi to mogel naprej predstaviti, pa ne znam, ker je na začetku ni toliko, pol je na sredini je lepo, ampak bomo malo poslušali. Tu gre za efekt alikvotnih tonov. Da osnovnega tona že skoraj ni v določenih momentih, ampak samo še alikvoti, ogromno število. Ustavo, da ne bo predolgo. Zdaj, tukaj je še zanimivo, v moji delavnici sem naredil tudi zvočno ležišče, kjer so spodaj strune, zgoraj se uležeš in potem čutiš vibracije. Nekaj, kar se mi zdi zanimivo, je tukaj, vidite na sliki, kaj? Opazite te bele pike. Ena je prav svetla.
In to se pojavi večkrat, tudi če sem imel kakšne otroke na kakšni delavnici ali pa tako, ko je kakšna dobra energija, se to na slikah pojavi. To je neverjetno. No, kaj je to, ne vem, ampak daje nam vedeti nekako, da nismo zdaj mi samo tukaj, da se vidimo z očmi v tem fizičnem svetu, ampak da obstajajo še drugi svetovi, ki jih ne vidimo. Sej to znano, da gremo v svetlobo, se pravi. Tukaj se celo vidijo pa posnetki zdaj na tele harfi. To je taka harfa na vratih in tukaj je bil en obisk, pa bomo videli zdaj. Dobro, gledajte. Dobro. A vidite svetlobne pike? Ste jih videli, ne? Mi tudi lahko pošlješ potem. Zelo spet. Neverjetno, ne? Dobro. Kot zanimivost. Tole je zvočni stol, ima zadaj strune in na njem, ko se usedeš, ko se še guga zraven, te ponese v ta svet otroštva, ne? In ker je uglašen na Venerino frekvenco, so nekateri, ko so to preizkusili, pa ki so zaznavni, so tudi, recimo, da zapreš oči, se ti začnejo odpirati eni višji svetovi, pa kakor da nekam plavaš, skratka, taki prijetne občutke so ljudje opisovali. Tako da to je res zanimivo uporabljati, recimo v kombinaciji s kakšnimi drugimi metodami še in principi za zdravljenje, recimo, določenih stvari na tej duhovni ravni, za zdravljenje travmatičnih izkušenj in tako. Ali pa bom rekel, za zdravljenje, za odpravljanje tega, ne. Meni je pravila ena psihoterapevtka, ki se mi naredil eno tako ležišče to je v Nemčiji, blizu jezera Ammersee, Ammerskega jezera. Je rekla, da je potem imela klientko, s katero se je pogovarjala malo in potem, ko je pa imela travme, da se je vsa tresla. In ko je nekaj časa ležala na tem ležišču, je bila potem čisto mirna. Čist je šlo to iz nje. Samo žal se je potem to, ko je šla spet v življenje, se je ponavljalo, ko je drugič prišla. In se je spet enako zgodilo, da se je to čisto umirilo. No, skratka, zvok zelo deluje na nas, ker smo iz tekočin, 70%, pa še več. To so še zdaj drugi inštrumenti, kot ste videli, pentatonske piščali, na katere sem zaigral. Potem tamle imam piščali v diatoniki, ki so pa narejena tako po teh izračunih, teh tonov, planetarnih tonov. Jaz sem dobil eno tako naročilo, da bi ene citre naredil za nek eksperimentalni prostor in sem rekel, citre ne morejo glih biti, ne? Ampak lahko pa naredim to, da bo tole oglašeno se pravi, vsaka struna na en planet. In to sem res naredil in sem jih oglasil točno po tistih frekvencah in ko potegneš po teh strunah, je to prav eno zvenenje vesolja. To je res en poseben zvok. Žal tukaj nisem našel posnetkov. Potem sem pa naredil te piščali, ki jih imam zraven, ravno tako, da sem jih zložil, te tone sem zložil skupaj. Eden mi je sicer vmes manjkal, tistega sem dodal, pa mogel sem jih malo prilagoditi, ker v glasbenem smislu, če hočeš igrati, je pa treba to malo prilagoditi, ne. Tiste frekvence, ko jih tako po strunah skupaj potegneš, čudovite harmonije so. Ampak čisto drugače pride, ko to narediš recimo kot glasbeni inštrument, da potem na njega lahko igraš. Tam pride to, je pa treba to malo prirediti. Tako da bi jaz zdaj še malo zaigral na te piščali. Ali sem že zelo dolg? No, da ne bi rad, da sem predolg.
Gremo še na to poglavje, skrita ali pa sveta geometrija kot eden izmed jezikov kreacije. Najdemo, če pogledamo galaksijo, vidimo, kako se vrtinči v teh spiralah. In tam smo videli, tudi cikloni se zaradi določenih odklonskih sil vrtijo v spirali. Potem pa vidimo eno množico raznih živih bitij, rastlin, tudi živali, ki nosijo te oblike in hkrati števila. Če pogledamo zdaj tega pavška, ga vsi poznamo, kako čudovit je, pa temu se lahko res samo čudiš. Če pogledamo storž, potem tistele stvari tam lahko preštejemo tudi noter pri zgornji in pa pri naslednji lahko preštejemo število 5, se pravi tudi števila so noter. 5 spirala, Pri storžu bomo videli potem, koliko jih je, ker je to število, razmerje spiral, kako se sučejo v levo pa desno, bomo videli tudi tako na naslednjem. Tista cvetača je izjemna tudi, kako se cela zvija, potem še pa tiste špičke na vrhu, vse v tem. Da je to res en odsev energije vesolja. In to se prenaša, rečemo tam, v krasilno umetnost. Vidimo lahko tole. Kako to človek na neki nezavedni ravni prenaša tudi potem v te kreacije. Ker se skuša nekako, mislim, kaj je sploh umetnost in to ustvarjanje. Človek nezavedno skuša ujeti to lepoto in jo izraziti na ta način. Ste kdaj to pomislili? Pa še to bi rekel pri plesu, izraznem plesu predvsem. Tudi nezavedno delamo te gibe, ki jih delajo nebesna telesa v vesolju. Naprej, nazaj, zavrtimo se, z rokami delamo tisto, rečemo, tako kažemo nek duhovni aspekt, ne hočemo nekaj pokazati, tako kot ustvarja, bi rekel, ta zemljina os, ki rotira skozi te tisoče let. No, poglejmo si malo zlati rez. Zakodiranje v pentagramu. Vidimo, iz 5 zlatih trikotnikov je sestavljen in tam, kjer se sekajo kraki, je razmerje, se vedi tisto od tam do B ali pa od B do C, to je razmerje. Potem sami trikotniki, ona stranica C pa ta stranica sta v tem razmerju, zato zlati trikotniki. Pravi, tukaj slika kaže, kako je ta krivulja ponazorjena znotraj tega. Tukaj nam pokaže to, če bi zdaj mi vzeli iz tiste sončnice ven eno spiralo, pa jo položimo tako v pravokotnik, je tam na vrhu to razmerje, se pravi A proti B. In če spet tukaj na tem pregibu naredimo črto, dobimo tako razmerje in tako gre naprej. Tukaj pa pridemo do tistega zaporedja, 1, 3, 5, 8, 13 in tako naprej. To je Fibonaccijevo zaporedje. In zdaj, če pogledamo, kje se to zaporedje pojavi, pri tistem storžu, vidimo, da je, koliko jih je, 13, se jih vrti v desno, 8 pa v levo. To sta vedno sosednja dva, 8 proti 13. Na vse načine imamo ta razmerja zastopana. Zdaj, gremo naprej. Pri človeku lahko se zmerite doma. Recimo od prstov do ramena in potem delite celo dolžino z daljšim delom. Morate dobiti približno 1,6, koliko boste merili zdaj. Potem tudi od tal do popka pa do glave. Se pravi, če to daljšo razdaljo za celoto, boste tudi dobili 1,6, kar pa tudi ustreza z intervalom v glasbi, intervalom sekste. Ta interval je 8 proti 5.
Če delimo, dobimo 1,6, pa še 6, pa še nekaj, ne, še 1,618. Tako da to se pravi, se vse med seboj nekako pokriva. Tu imamo celo telo, kjer vidite, da je tudi, ga lahko damo v razmerje glasbenih intervalov, ampak o tem pridemo potem na koncu. Še nekaj o tem, odkje nastane ta petkotnik, ki se tolikokrat v naravi pojavlja pri sadežih in pa pri cvetovih. Ogromno imamo tega. Tu vidite pri cvetovih, pri jabolku, ki je en tak simbol obilja in polnosti življenja, ne sploh kot ta sadež. Ja, tudi planeti, ki potujejo, delajo enkrat retrogradno pot, ko gredo naprej in delajo take vozle, ko potujejo. Ne razumem čist tega, ampak recimo, ko se Venera srečuje z Zemljo, ker 8 let rabi za en obhod in se sreča, ne vem, 5-krat se sreča z Zemljo in potem nastanejo take navidezni vozli. Se pravi, je to tudi, drugi pa delajo drugačne vzorce, drugi planeti. Imajo recimo več teh kotov. In to se potem vse, lahko vidimo, da se skozi ta vidik odraža potem to tukaj na Zemlji. Pol bomo videli še z druge strani, kako se odraža. Zanimivo je, da to potem pride tudi v ljudsko izročilo, ne vem, pentagram pomeni, enkrat pomeni popolnost, drugič pomeni peto bistvo, se pravi 4 elemente plus 1, ker jih je 5, eter kot tisto duhovno razsežnost bivanja. V srednjem veku so pa tudi ga pojmovali kot zaščito proti zlu, zato so ga risali na zibelke, pa na vhodna vrata, hiš, hlevov. Potem imamo heksagram oziroma šestkotnik. Ta je bolj prepoznan v vzhodnih kulturah, je pa za razliko od pentagrama ni tako pogosto najden pri cvetlicah, pa pri sadežih, so primeri tukajle, ampak je zanimivo, najdemo ga pri satju, čebel, os, teh živali in najdemo ga pri kristalih vode. Snežinke so šestkotne. Emoto, japonski znanstvenik, ki je delal te poskuse, ko je zamrzoval vodo, je ugotavljal pač, kako je voda izpostavljena negativnim emocijam ali pozitivnem zahvaljevanju, ne vem, takim pozitivnim čustvom ali pa mislim. Takrat so kristali lepi, če so izpostavljeni emocionalnemu ali pa miselnemu onesnaženju ali pa tudi seveda fizičnemu onesnaženju, so pa kristali popačeni. Tukaj imamo pa, zdaj pridemo pa z druge strani, ne, do tega, kako zvok ustvarja oblike v naravi. In sicer delali so poskuse na vodni gladini in na kovinski plošči. To so že stare stvari, da so začeli te poskuse delati. In potem se pri določenih frekvencah, tam vidite, se naredijo taki vzorci. Za sončnico 102, herca. Zdaj, tamle je zelo zanimivo, da so to primerjali potem z želvnim oklepom, to frekvenco in pa ta vzorec. In seveda še nekaj je zanimivo, da so vzorci simetrični, kadar so v sozvočju z kozmičnimi frekvencami in s temi gibanji. Kadar niso, pa niso simetrični, tako, niso tako lepi, bomo videli tudi v nadaljevanju. Tule, če bo zdaj se dala ta povezava, bomo videli zdaj primer. Aha, še zvok. Nice. Ste to
to videli kdaj, ta poskus? Aha. Čakaj, kako pa zdaj? Aha, še eden. To pa se dogaja na vodni gladini. Kako se z frekvenco spreminjajo vzorci. Takole. Če pogledate tega, ne, tam, vidite, lahko ga primerjate s tisto deteljico, jo poznate, ena taka deteljica je, ki ima toliko teh krakov, ne, tisti vzorec. Tako lahko to primerjamo v naravi. No in zdaj to, ki je dostikrat vprašanje, kaj je zdaj s to frekvenco 440 Hz, to je ton enočrtani A na klavirju, na sredini klavirja, iz katerega se oglašuje inštrumente. Jaz čisto ne vem, ali te trditve držijo, da je to zaradi tega, da je to Hitler dal, da se spremeni takrat, ker treba je bilo poenotiti frekvenco. Ljudje so potovali, da so lahko skupaj igrali. Prej včasih niso mogli, ker so imeli v vsaki državi, mislim na različnih območjih, so imeli različno oglašene instrumente. In da se to poenoti, so sprejeli pač teh 440 Hz. Zdaj, zakaj? Ali je to zdaj, rečemo, neka tista zarota, da bi to naredil Hitler, zato da to vzbuja nekako agresivnost, naj bi vzbujalo, pa nemir. Ampak to pride do izraza bolj, če smo mi izpostavljeni samo enemu tonu, ki je uglašen tako. Zdaj, če inštrument igramo, ker to, bi rekel, ni tako, ne vem, koliko to vpliva, res ne vem. Ampak dejstvo pa je na tej sliki, da 432 naredi tako zelo lepo simetrično sliko, 440 pa naredi tako zmazano. To pa je verodostojno, ker te poskuse so pa delali, ne vem kje, ampak to, recimo, imam take verodostojne ljudi, ki vodijo en muzej v avstrijskem Gmündu in tja prihaja informacije z vseh teh univerz, kjer se to študira in dela poskuse, tako da tukaj pa bi rekel, no, da iz tega vira pa lahko to drži, ne glede zdaj, kako je bilo tisto, zakaj so sprejeli, ampak da drži to, da to je v sozvočju z naravo, tisto pa, kot vidimo, ni. Venera ima sicer frekvenco 221 oziroma 442 Hz, ampak dovolj je, 2 Hz razlike je že drugače. 440 je pa ravno tam nekje. No, tako da lahko še vsak to raziskuje. Jaz ne bom dal trditev dokončnih. Nikola Tesla je tudi imel rad števila in pa zelo mu je bila blizu narava. Tudi vse to je opazoval. Zdaj, če kdo to ve bolj razložiti, lahko potem tudi razloži, kaj pomenijo ta števila. Jaz to nisem čisto razvozlal. Zdaj tam, recimo, kar je v kitajski filozofiji tudi, da je 3 povezana z energijo, pa vemo z trojstvom, 6 predstavlja ravnovesje in harmonijo, ne, kar ga predstavlja tudi ta šesterokotnik, heksagram kot ta cvet življenja. Se pravi, to neke take stvari, vem zdaj, zakaj so bila njemu ta števila taka, to pa še lahko kdo tudi razloži. Na tej sliki pa še vidimo primerjave, se pravi, v sredini so zvočne slike pri določenih frekvencah in pa primerjava različnih oblik v naravi, kako kaj nastane. A vidimo, da vse je povezano z eno frekvenco. Tukaj vidimo pa to, kako spet to sveto geometrijo se uporablja v umetnosti, v slikarstvu. Recimo slikar bo sliko pozicioniral ne v aritmetični sredini, tisto glavno stvar, ki jo slika, ampak na območju zlatega reza.
V arhitekturi imamo zdaj povsod, kot vidite, ta razmerja med tam, ko so, vse vidite sami, a ne? Nam kaže ta razmerja v arhitekturi, kako so to upoštevali. In potem te frekvence, to, kar se pojavlja v naravi, vidimo, kako so to upoštevali pri teh rozetah, ki so jih vgrajevali. Se pravi, kakorkoli to gledamo, ne vem, kdo je to rekel, ne, da če razmišljamo o arhitekturi, pridemo na koncu do Boga, do presežnega. Ja, zato ker te stvari so vtkane noter, te zakonitosti, ki so prisotne tam, so vtkane tukaj not. Zdaj še pridemo do intervalov, vse to bo zdaj hitro prišlo do konca, ker ne vem, koliko sem dolg. Tukaj je samo ena taka ponazoritev, evo tista enka v sredini je osnovni ton in to, kar se okrog spirali vrti, je neskončno število višjih harmoničnih tonov, ki so nam nekaj časa še slišni, recimo mi tam do 20 nekje bi jih lahko slišali ali do 15. Potem pa več nič ne slišimo, tako kot pri svetlobi, en delček vidimo. Tukaj je grafikon, ki kaže, se pravi, prvo je osnovni ton, potem se oglasi, naslednji osnovni ton je oktava, naslednji je kvinta, potem je oktava spet, potem je terca, pa spet kvinta, pa potem pride že recimo seksta. In to so tisti toni, ki so, ja, pa še tam naprej pride potem ton D, recimo je sekunda, ne? To so tisti toni, na katere sem prej zaigral tam na tiste pentatonske piščali, ki so osnova v kitajski glasbi. Bom še enkrat vam ta poskus naredil. Da slišite na te. To je ena piščal, kjer se da to ponazoriti zelo nazorno, da jih slišimo prav. No, lahko tudi na tem pokažem. Tukaj se ne sliši več kot osnovni ton, pa oktava, to se sliši. A vidite, oktava, samo malo bolj moram pihniti. Zdaj več pa ne grem. Mogoče še kvinta malo zraven, ampak ne gre. Ta je pa tako narejena, da se jih več oglasi. Se pravi, tile se oglasi, ko so tam. To, do septine je prišlo. Upam, da zdaj to tudi razumete, kaj so ti harmonični toni. In ker se pravi ptice, ko poje čiv, 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 one se oglašajo v čistih intervalih. Niso popačeni tako kot pri inštrumentih. Bomo vedeli zdaj, zakaj jih moramo, če so čisti, to govorimo tudi pitagorejski oglasitvi. On je oglaševal, poskušal marsikaj in je oglasil inštrumente na čiste intervale. Pri inštrumentih s tipkami pa ne moramo več tega, zato ker če bi oglaševali 8 oktav, bi prišli do nekega tona. Če bi oglaševali 12 kvint, čisto bi prišli tudi do nekega tona in ta dva med seboj nista na enaki višini. Pride do razlike, pri kvintah pride malo več, zato moramo vse kvinte pa kvarta malo znižati pri klavirju in tako dobimo tako imenovano temperirano oglasitev. Zdaj pa to, kako se to sliši, recimo, da je to čisti interval. To je pa malo zdaj znižen. Sem ga malo bolj znižil še. Slišite razliko slišite, a ne? Se pravi, tako malo popačenje je pri klavirju. Ampak, ja, tako,
bi rekel, ena stvar se meni tu poraja, da ko človek v tem, ko hoče doseči čim več, tudi v eni taki stvari, ko hoče čim bolj popoln inštrument narediti, če gledamo ene orgle, kako ogromno glasbilo je to, kaj vse hoče človek tam s tem pokazati, a ne presežek nekega dela. Ampak, a nam to služi, a nas to res izpolnjuje, se jaz sprašujem. Namreč, ker sem se izpopolnjeval za izdelovanje orgel, pa mi potem ni bilo, da bi, oziroma so druge razmere tako prinesle, da se nisem s tem ukvarjal. Če je pa že en register tako lep, ko smo šli tiste majhne orgle preigrati, če že te tako lepo igrajo, a nam je res potrebno toliko nekih presežkov. Ne? Tukaj si lahko postavimo vedno vprašanje, ali res to potrebujemo, ali ne bi nekje ene meje postavili. Vse posod bi si mogli postaviti. Tukaj rabimo, zato da smo srečni. Vse, kar je več, nas pa prej dela potem prazne, kot pa prav zadovoljne. No in tukaj imamo se pravi, orgelske piščali. Zelo različnih oblik in te različne oblike nam dajo različne barve zvoka. To sem že prej pokazal, kako različne piščali različno zvenijo, različno barvo. To pomeni, da imajo tam na grafikonu, vedno je tisti prvi osnovni ton, potem je naslednji delni ton, so pa delni toni. In vidimo, kako so različno zastopani. Recimo pri eni piščali so takole razporejeni, pri eni tako, pri eni, rečemo, zaprti piščali da bolj osnovni ton, je manj teh alikvotov in tako. Skratka, to se izraža pri teh piščali in pri našem glasu. Vsak človek, rečemo, da se prepoznamo po glasu. Zato, ker ima vsak svojo barvo glasu, ki ga pa definira to, kako je grlo narejeno, kakšni alikvoti oziroma višji harmonični toni se zraven oglašajo. Taka je naša barva. Če smo prehlajeni, se pa to spremeni, pa lahko imamo čisto drug glas, ker se spremeni to, kakšni toni se takrat še zraven oglašajo. Zdaj si še pogledamo, se pravi, povezava intervalov v glasbi z 4 elementi, kako je to prikazano. Recimo voda, element vode, lahko prikažemo z intervalom sekunde in pa septime. Kaj je sekunda? Sekunda to je drugi ton, ne? Če imamo v oktavi 8 tonov, je sekunda to. Nas kar vleče, da gremo naprej. Recimo, če imamo septimo, nas kar potegne naprej. Je ton prehoda, ne pusti nama, ne, da ostanemo tu. Da pridemo navzgor. To je tudi ton prehoda, kjer prehajamo iz ene v drugo tonaliteto. No in ta dva intervala sta element vode, ki bi rekel, predstavlja vedno eno energijo, da v enem smislu, se pravi kot sekunda, ponazarja energijo vode, ki prihaja na zemljo, recimo padavine, septima pa tisto, kar se dviga navzgor, se pravi, rečemo vodna para, vedno ta cikel kroženja v naravi. In tole so v Indiji, mislim, da naredili te zvončke, ki zelo dobro ponazarjajo s temi intervali, kako zdaj ta element vode zveni. Potem imamo element zraka, predstavljata ga kvarta in kvinta, tam sem četrti in peti ton, se pravi ta prvi, četrti, prvi, peti, kvarta, kvinta. Ta dva ga ponazarjata
In sicer oba predstavljata zrak, lahkoto, harmonijo. Kvinta je zelo harmoničen interval, kvarta tudi, to je pri glasbilih predstavlja to posebej en fenomen pri bordunskih glasbilih, kjer imajo spremljavo ali kvarte ali pa kvinte, dobimo drugo tonaliteto. To je tudi zanimivo, ampak tega zdaj nimam s seboj, da bi pokazal. No, spet predstavlja to energijo, se pravi zrak, ki se spušča in zrak, ki se dviga. Rečemo tisto, kar prihaja k nam iz odzunaj in tisto, kar mi dihamo. Ne? Vedno to, bi rekel, to energijo, kar dihamo, izdihamo, energijo zraka. To je, bomo pa poslušali. Neka lahkotnost. Te imamo še element ognja, to sta pa terca in seksta. Terca je spet padajoči ogenj, si predstavljamo, kako so si tudi ljudje včasih to predstavljali kot nekaj, kot bogove so to imenovali, kot neke sile, ki so strahu spoštovanja vredne. Recimo ogenj, grom, strela, ki prihaja na zemljo, in pa ogenj, ki ga zakurimo in se dviga kviško. Pravi, tako nekako v tem smislu. In ta ogenj prečiščuje. To je, predstavlja sploh seksta, ne, ta simbol tega dvigajočega ognja, predstavlja Feniksa, ki predstavlja prerojevanje, nenehno prerojevanje, da tisto staro zgori, odmre in se rojeva iz tega, kar je ostalo, se rojeva novo. Pravi, staro mora vedno mora preiti, da se lahko rojeva novo. Tudi zanimivo. In to nas pa, bi rekel, je pa tak svetli intervali, ki nas napolnjujejo z eno vitalno energijo. Durovski akord. No, potem pa še imamo element zemlje. Zemlja, se pravi osnova, baza, tam, kjer smo. In interval, se pravi, oziroma ton, tisti prvi ton, se pravi osnovni ton, rečemo osnovni ton, tako predstavlja zemljo kot osnovo, na kateri stojimo. In pa oktava, 8. ton. Ton, ki je v harmoniji, se pravi v sozvočju. In to predstavlja, bi rekel, ta prostor, to razsežnost med zemeljskim in nebesnim. Znotraj tega je lahko vse, vsi intervali so lahko znotraj tega, znotraj oktave, a ne vsi toni. In predstavlja na nek način tudi dvojnost, začetek in konec, alfa in omega, mati, oče, yin, yang, in moški, ženska, se pravi odnos med dvema. In kar je zanimivo, je tale napis, tukaj le gor, na eni opatijski cerkvi v Franciji. Ne da tole latinsko, kdo razume? To se ne da zdaj dobesedno prevesti, ampak lahko pomensko prevedemo. To pomeni, se pravi, vabi vernike, ne, ki hodijo v to kapelo ali cerkev. Jih vabi, da vstopajo v odnos. Da jih ta odnos jih bo delal srečnega na ta način, no, če vstopajo v odnos. In tukaj bi jaz še povedal nekaj zaključnih misli. To, kar jaz vidim, vsak vidi stvari iz svojega zornega kota. Če pogledamo ta odnos moški-ženska, ki je nekako bazičen za to, da bi vsi drugi odnosi, pa vse druge relacije bile boljše, kot so. Prvo kot prvo bi se mogli, pa se seveda nam tega nihče ne pove, se zato ne vzgajamo,
Mimo grede samo poslušajte to. Se pravi, moški bas, ženski sopran. A ne? Tudi glasova pri moškem in pri ženski sta v oktavnem razmerju. Vidite, tudi tukaj imamo to, se odraža to. In nekaj, kar se meni zdi tako pomembno, da bi bili seveda med seboj uglašeni, je to, da bi se vzgajali za notranjo senzibilnost. Da bi vzgajali pri sebi naravo, ki nam je kot ženski ali pa kot moškemu tista primarna in tista ta prava. Ampak ker smo mi velikokrat polni enih travm, kompleksov, nerazrešenosti v teh odnosih, zaradi česar se je tudi vzbudilo to gibanje takrat, ko so se ženske za svoje pravice začele boriti in imamo 8. marec, je to boj za pravice. A ne? Mi smo na bojnem polju. In še vedno ta praznik poveličujemo in praznujemo. Ampak nekje drugje je stvar. Stvar je v tem, da ženska mora v sebi prebuditi nežnost, milino, toplino, prijaznost. Vse to jo odlikuje. Moški pa mora pri sebi prebuditi ne tisto, kar si mi družbeno predstavljamo. Moški je tako, ne, z enim vrčem piva v roki, močan, in če mu je hudo, tudi utopi bolečino. Ne. Moški bi mogel bolečino tudi izjokati, ker pravimo, da jok je samo za otroke. Tudi izjokati, ker to ga okrepi in prečisti. In s tem postane močan in steber. In če bi se mi drugega tako vzgajali vedno, potem bi tudi naši odnosi bili taki, da se ne bi rabili boriti za pravice, ker bi se dopolnjevali. Se pravi, ne bojevali, ampak dopolnjevali za lepši svet. Zdaj pa imam še en posnetek tega lepšega sveta, ki ga lahko začutimo. A ne? Če imamo v sebi to senzibilnost, bomo tudi začutili. Pravi, že ta otrok je tako lep in tale napis, 3 stvari so nam ostale iz raja: zvezde, cvetlice in otroci. To je tisto, kar nas navdihuje, kar bi mogli mi vedno v sebi ohranjati, se pravi tega notranjega otroka in to senzibilnost. In tale fant, ki bo zdaj na klavir zaigral, je eden od tistih, ki mi je pomagal pri tem inštrumentu. Pa je tak izjemen talent, recimo v šoli malo problematičen, tako so ga vedno imeli, ampak on je taka duša, se mi zdi, da ni čisto tam onkraj, pa ni čisto na zemlji, a ne, tako nekje. Pa tudi, ko ga pogledaš, ne veš, a je fanta, je punca, je tako angelsko bitje, ki še nosi v sebi to lepoto izvirno. In to se čuti v njegovi glasbi. Ampak, ali bomo to začutili, je odvisno od naše senzibilnosti. Tako da s tem bom zdaj potem res zaključil in poslušajmo to. Meni je prečudovito.
S tem pa res zaključujem. Upam, da ste izvedeli kaj novega in hvala za pozornost. Če bi v kakem trenutku želel, tako.